naj povem nekaj besed o naši iniciativi Učitelj sem, učiteljica sem. Iniciativa je namenjena promociji učiteljskega poklica, širjenju izjemnih zgodb in kar nas navdušuje je to, da imamo v Sloveniji izjemne učitelje, ki svojo zagnanostjo in svojo voljo, predvsem pa z vrednotami, spreminjajo naša življenja in spreminjajo našo prihodnost. Kajti prav otroci so tisti, ki prinašajo to, kar si vsi želimo, lepši svet, lepšo prihodnost in pomembno je, da pri tem upoštevajo vse. Zgodbe učiteljev, ki tekmujejo za svetovno nagrado, ki jo organiziramo skupaj z Varki Foundation, so tiste, ki bodo navdihovali tudi ostale, da bodo širili dobre prakse drug z drugim in predvsem, da bodo znali drug ob drugemu rasti, pomagati in opolnomočiti otroke. Tako da to je namen tega projekta in res nam je veliko čast, da je predsednik Republike s tem, ko ga je podprl, tudi dal izjemno priznanje vsem učiteljem in učiteljicam v Sloveniji. Hvala lepa, predsednik. Hvala. Zdaj pa vabim, da se zamenjate pa eden za drugim rečete nekaj spodbudnih besed. Prosim. Jaz mislim, da ima učitelj veliko moč, da otroke motivira, da jih navduši in da jih tudi opogumlja. Tako da, če je učitelj ustvarjalen, če učitelj posluša učence, tudi učenci poslušajo učitelja. Hvala lepa. Prosim. Torej, jaz bi se zahvalil gospodu predsedniku za to čast, da sem lahko tukaj. Izjemno sem vesel, da sem med temi 5 kandidati. Menim, da ob starših, ki imajo glavno vlogo za vzgojo in pa za napredek svojih otrok, smo učitelji tista opora, ki jo otroci in učenci v tem času nujno potrebujejo. In upam, da smo vzor tudi tistim še drugim učiteljem. Hvala. Hvala lepa. Prosim, gospod. Moje ime je Mateja Pešolja, jaz sem učiteljica matematike in sem s ponosom in veseljem učiteljica zaradi tega, ker naredim nekaj dobrega za drugega in otroci to hitro vračajo. Morda sem posebna v tem, bi rekli moji učenci, da jih učim, kako si postavljati cilje, kako načrtovati pot, da pridem do cilja in tudi kako narediti eno refleksijo in si na koncu reči bravo, uspelo mi je. Hvala lepa. Prosim, gospod. Dober dan, pozdravljeni, moje ime je Tanja Jankovič, prihajam z osnovne šole Danile Kumar in sem tudi jaz z veseljem in s ponosom učiteljica, ker verjamem, da imamo učitelji to moč, da z zanosom in žarom, ki ga nad določeno učno snovjo prenesemo na otroke, prižigamo te iskre pri otrocih in jih ohranjamo v resnici, jim dajemo zagon za celo življenje, da bodo ponesli nekaj od tega s sabo in s tem dvigujemo, po mojem, da tudi družbeni nivo na eno višjo raven, ker samo učeča in radovedna družba se lahko še bolje razvija. Verjamem pa tudi, da s tem projektom naša peterica otvarja plesišče za še mnoge druge izjemne zgodbe učiteljev, ki obstajajo med nami. Hvala. Hvala lepa. Dober dan. Jaz bi pa imel 2 sporočili za starše. Prvo sporočilo, če vaš otrok razmišlja o učiteljskem poklicu, podprite ga. In drugo sporočilo, da je učitelj Še enkrat, lahko? Ja, kar. Se tudi vi date možnost učencem ponoviti. Velikrat. Pozdravljeni. Jaz bi imel 2 sporočili za starše. Prvič, vse, kar učitelj stori v šoli, stori za dobro vašega otroka. Zaupajte mu. In drugič, če vaš otrok razmišlja o učiteljskem poklicu, podprite ga. To je lep poklic, ne bo mu žal. Zdaj se pa to tako dobro naredil, ne vem, ali ste zaigrali ali kaj. Spoštovane gospe in gospodje, najprej naj povem, da sem navdušen, da sem danes tukaj z organizatorji in z učiteljicami in učitelji, ki jih imajo učenci, starši, njihovi sodelavci za najboljše. Med njimi so seveda razlike, ampak nekaj jim je skupno.
prepričani so, da opravljajo najpomembnejše poslanstvo na svetu. Mogoče nekaj že o tem lahko rečem, saj med obiski po naši domovini največkrat in najbolj obiskujem šole, med njimi najbolj osnovne šole. Mislim, da se starši, zlasti v času epidemije, digitalnega učenja, zdaj vračanja otrok v šole, še toliko bolj zavedajo vaše nenadomestljive vloge. In ta vloga ni vezana samo na posredovanje znanja, ampak je vezana tudi na vzgojo. Starši imamo svoje otroke radi, smo pristranski dostikrat, vi pa imate neke sposobnosti, vidimo tudi eno neverjetno srčno predanost, profesionalnost, zaradi katerih lahko to vzgojo otroci še lažje in bolje socializirajo. V tem smislu bi se tukaj zdaj na koncu obrnil prav na vse, učiteljice in učitelje, profesorje, vse, ki tako ali drugače, vzgojitelje, skrbijo za naše otroke, dijake, študente. Opravljate delo, ki ga kot družba zelo spoštujemo, ga cenimo, vemo, da opravljate nenadomestljivo delo, prosimo vas, da se še naprej trudite po najboljših močeh, od tega je zelo veliko odvisno, kako bo napredovala naša družba in ne samo, kako hitro bo šla naprej za znanjem, ampak tudi kakšne vrednote bo delila danes in v prihodnosti. Hvala lepa vsem za vašo pozornost. Na tej točki bomo to predstavitev končali in vas vabim nazaj k meni. Hvala lepa.